Spoštovani gospod predsednik, gospod župan, predsednik sveta zavoda, vsi ostali gostje in mediji, lepo pozdravljeni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Kot sem zjutraj napovedal, bo danes sonce in veseli smo, da se lahko gostimo predsednika gospoda Janeza Janšo, predsednika vlade, da je otvoril naš oddelek za zdravljenje covidnih bolnikov, ki smo ga pripravili ravno zato, da se povečajo posteljne kapacitete za zdravljenje ostalih pacientov, predvsem na internem oddelku, zato ker epidemija traja že dolgo časa, bo še trajala in z vsemi močmi se trudimo, da izvajamo zdravstveno dejavnost za vse, ki jo potrebujejo. Iskrena hvala zaposlenim, tako na covidnem oddelku kot vsem bolnišnici, pa tudi vsem ostalim izvajalcem zdravstvene dejavnosti na Koroškem, da skupaj zmoremo in da skupaj premagujemo to zahrbtno bolezen in zdravimo tudi vse ostale paciente, ki zdravstveno oskrbo potrebujejo. Prepričani smo, da bomo z ustreznimi koraki tudi digitalizacije in povezovanja dosegli še več, morda kaj več tudi z novogradnjo bolnišnice in z adaptacijo vseh ostalih prostorov. Še enkrat hvala gospod predsednik in vsem, ki ste se danes zbrali. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za te lepe pozdravne besede, hvala tudi vodstvu bolnišnice in vsem zaposlenim tukaj za izjemne napore, ki ste jih vložili v zadnjem letu in še več v času epidemije. To ni bil samo izziv, ko gre za tretma covidnih bolnikov, ampak tudi nasploh zaradi velikega pritiska na tako ali tako obremenjen slovenski zdravstveni sistem. In ta izziv ste zmogli predvsem na etični pogon. Še enkrat najlepša hvala. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je eden od tistih zdravstvenih zavodov v Sloveniji, ki dokazuje ne samo preko uspehov neposredno na področju stroke in zdravstva, da zmore, ampak to dokazuje tudi, ko gre za dobre finančne rezultate bolnišnice, kar je tudi pomembno. In kot smo danes slišali, zaslužite pohvalo tudi glede načrtov, ki jih imate za to, da bo vse tisto, kar je potrebno narediti za to, da na koncu naredimo vse za posameznika, za pacienta, ki se pač znajde v vaši oskrbi, v vaših rokah, da bo vse tisto dejansko na ravni tega, kar stroka in tehnologija, znanost v danem trenutku zmore. Z tega vidika sem vesel, da je Ministrstvo za zdravje v zadnjih dneh in tednih praktično skoraj dokončno uskladilo zakon o investicijah v zdravstvo in v dolgotrajno oskrbo. Gre za izjemno pomemben zakon, ki bo zagotovil potrebna sredstva za vse tiste investicije v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ki smo jih pogrešali v zadnjih 15-20 letih. Ta zakon bo tudi nadgradnja tistih programov z področja zdravstva, ki so vključena v naš nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. In skupaj z obema projektoma, z obema aktoma bomo slovenskemu zdravstvu v naslednjih letih zagotovili vse tiste manjkajoče kapacitete, ki smo jih doslej pogrešali. Naslovili bomo tudi kadrovski problem. Del teh sredstev bo namenjen tudi za izobraževanje, za šolanje in došolanje dodatnih kadrov, tako da računamo, da bo Slovenija čez 3, 4, 5 let ujela tiste evropske države, ki so danes v špici po kvaliteti njihovih zdravstvenih sistemov. Dovolite mi, da zaključim ta nagovor z opozorilom, da epidemija še ni končana. Slovenija je skupaj z večino drugih evropskih držav dosegla nekaj več kot četrtinsko precepljenost, vsaj s prvim odmerkom učinkovitega cepiva zoper COVID. Glede na najave dobav, ki so relativno optimistične za prihodnje tedne, lahko realno računamo,
da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli nekje v sredini junija. Zdaj, do sredine junija pa je potrebno mogoče še bolj dosledno kot doslej upoštevati preventivne ukrepe. Ne sme nas ta luč na koncu tunela enostavno pripeljati v situacijo, ko bomo rekli, se zdaj pa ni več važno. Kajti vemo iz izkušnje tistih redkih držav sicer, ki so že dosegle učinkovito precepljenost in dosegle pravzaprav konec epidemije in vseh tistih ukrepov, ki so omejevali javno življenje, da tudi potem, ko pač je ta odstotek precepljenosti visok, ni pa še zadosten, lahko pride do izbruha naslednjih valov, še posebej v situaciji, ko se srečujemo z nevarnostjo novih variant virusa. Torej do 15. junija moja prošnja in apel na vse, da upoštevamo ključne preventivne ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, da znamo prisluhniti apelom zdravstvenih delavcev, ki dnevno opazujejo tragične posledice epidemije in bolezni COVID in da se pač ne prepustimo neke miselnosti, da je vse končano, ker pač ni. Vendar bo in če bomo vsi naredili tisto, kar je v naši moči, je pred nami poletje, kot je bilo najmanj lanskem letu, z relativno majhnim številom omejitev, z časom, ki bo bolj sproščen, z bolj optimističnim časom, z časom, v katerem se bomo lahko med drugim osredotočili tudi na tiste potrebne korake, ki jih potrebujemo in jih zdaj tudi realno zmoremo za to, da bomo dogradili naš zdravstveni sistem, da bo prvič pripravljen na morebitne podobne izzive, kjer nikoli ne veš, kdaj nas udari nova epidemija. Mimogrede, to je tudi ena od naših prioritet pri vodenju Sveta Evropske unije, ki je pred nami s pričetkom 1. julija letos. Poleg tega pa vsi vemo, da je veliko za postoriti tudi sicer v našem zdravstvenem sistemu in je čas, da se na to osredotočimo. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Srečno vožnjo.